Spoštovani člani Enčema, pozdravljam vas v tem prelepem dnevu, samo 2 dni nas še ločita od pomladi. In zato, ker živimo v času koronavirusa in v želji po tem, da bi razširili znanje in opolnomočili sebe, naše sodelavce, naše družinske člane in da bi poglobili vedenje o koronavirusu, danes v naši družbi pozdravljamo profesor dr. Majo Ravnikar. Pozdravljeni. Dober dan. Maja Ravnikar je virologinja, biologinja, ki dela na področju diagnostike virusov, razvoja novih metod rastlinskih patogenih virusov in razvoja metod za diagnostiko virusov za gensko zdravljenje. Razvoj metod za uničevanje virusov v vodi. Profesor Ravnikar ima široko znanje in prakso z delom na raziskovanju virusov. Ni specialist za humane patogene viruse, jih pa proučuje, kar pomeni, da je njen pogled širši od strogo medicinskega oziroma kliničnega, saj z virusi dela celo življenje. Pa zato, da ta uvod približam, naj povem recimo 2 primera. Tim profesor Ravnikarjeve zelo intenzivno sodeluje tudi s farmacevtsko industrijo, na primer za podjetje Avexis, ki izdeluje zdravila Zolgensma, ki ga je dobil tudi fantek Kris iz Slovenije, razvijajo postopke karakterizacije virusov in pomagajo pri razvoju procesov proizvodnje, se pravi čiščenja. In drug primer, da Majin laboratorij je tisti, ki zagotavlja prehransko varnost na področju zdravja rastlin, pregleda, na primer, pregledujejo, ali je krompir, ki iz Egipta za celo Evropo pride v Luko Koper zdrav, neokužen s karantenskimi boleznimi in v bistvu na ta način zagotavljajo našo varno hrano. Prav tako pregledujejo tudi semena paradižnika in ostalih rastlinskih vrst. Torej, pod vašim okriljem deluje eden izmed prvih referenčnih laboratorijev Evropske unije za viruse rastlin in takoj prvo vprašanje, profesor Ravnikarjeva, ali je pojav novega virusa nekaj posebnega? Ali se sploh zavedamo tudi ostalih virusov v naravi, ki so okrog nas, recimo rastlinskih, živalskih virusov, in kaj pravzaprav v praksi to pomeni za naš način življenja? Lepo pozdravljeni. Najlepša hvala tudi za vprašanja in možnost, da predstavim nekaj aspektov iz življenja virusov. Seveda so virusi vse okrog nas, in so najpogostejši agensi na svetu, to se pravi, so v vodi, so v zraku, celo v kamninah, v oblakih in okužujejo tako človeka, živali, rastline, kakor tudi na primer bakterije. Ti virusi imajo lahko posameznega gostitelja, to se pravi eno vrsto, lahko pa tudi prehajajo med vrstami, tako da pojav novega koronavirusa še zdaleč ni prvi primer virusa, ki lahko okužuje tako živali, kakor tudi ljudi. Seveda je virusov ogromno in večina od njih, velika večina, nam ni škodljiva. Seveda so pa nekateri, ki so pa močno patogeni, kot je recimo ta nov virus. In tukaj v takih primerih, ko pride do takšne epidemije, kot je ta, se pa seveda za nas življenje postavi na glavo, kot smo pač priča temu v zadnjih tednih in mesecih. Pomeni, da naš način življenja, ko lahko nemoteno potujemo, nemoteno komuniciramo, pravzaprav ne pride več upoštev na tak način, kot je to bilo. Tako da zagotovo bomo morali saj v naslednjih mesecih spremeniti, kolikor ga že nismo, način delovanja, zato da bomo počakali toliko časa, da bojo na voljo zdravila, ki nam bojo pomagala zaustaviti širjenje. Ja, za ta koronavirus nas strokovnjaki mirijo. Tudi zadnjič, ko sem govorila za profesor dr. Mojco Benčina, ki se ukvarja s cepivi,
mi je rekla, da pravzaprav ogromno o tem virusu vemo. In na nek način je to tudi neko olajšanje, s katerim laična javnost spremlja ta virus. Imamo, veliko o njem vemo, ampak kaj pa še o njem ne vemo? Ja, pravzaprav je kar hitro smo spoznali genom virusa, to so že kitajski raziskovalci opravili na začetku epidemije. Poznamo zdaj tudi klinično sliko, poznamo simptome. Prav včeraj je šel tudi nova publikacija z Princetona in nekaj drugih ameriških raziskovalnih inštitucij, kjer so podali podatke, kako je ta virus stabilen oziroma nestabilen v okolju. Mogoče je dobro povedati te podatke, ker so zelo pomembni za naše delovanje. To se pravi, da so ugotovili, da v aerosolih lahko virus obstane tudi nekaj ur. To je zelo pomembno, torej ne prenaša se samo kapljično. Lahko obstane tudi na površinah. Najbolj problematične površine so recimo jeklo, pa tudi plastika, kjer lahko ostane kužen nekaj dni. Tako da pravzaprav take podatke še zbiramo. Vemo tudi, da se nahaja v blatu, ne vemo pa, ali je to blato kužno, zaenkrat teh raziskav še ni narejenih, kar pomeni tudi, da ne vemo, ali je kakšen možen prenos tudi z vodo ali kaj podobnega. Poleg tega ne vemo, kakšne so daljnosežne posledice za okužbo pri človeku, ker vemo, da pri nekaterih drugih boleznih lahko prihaja na primer do okvare srca ali kaj podobnega, če bolezen ne jemljemo dovolj resno, z visoko vročino hodimo naokrog in tako naprej. No, te stvari so nekaj, kar pravzaprav še ne vemo. Profesor Ravnikarjeva, kaj je, glede na ta nova spoznanja, se pravi, lahko da je virus, da se ga lahko prenaša preko blata, preko teh komunalnih odpadkov. Kaj pravzaprav to pomeni, ta nova vedenja, tudi kako dolgo časa ta virus ostane v aerosolu, kaj pravzaprav to pomeni za naše obnašanje? Kako moramo mi, na primer, v resnici prilagoditi obnašanje, ko gremo v trgovino, na primer, ki je zaprt prostor? No, prav gotovo je izredno pomembno in upam, da bo oblastem uspelo zagotoviti zelo majhno število ljudi naenkrat v zaprtih prostorih. Idealno bi bilo, da se ves čas zračijo, to bo seveda težko, ker nismo še v poletju, ampak trenutno so pogoji ugodni, ker je čez dan toplo. Problem je tudi, ker ni mask, ampak sem prepričana, da ima vsak doma vsaj papirnate robčke, ki seveda niti približno niso tako dobri zaščita kot maska, lahko pa za nekaj minut ali pa nekaj 10 minut, ko so v trgovini, si prevežejo to z elastiko in je to sigurno boljše kot nič. Absolutno je pravilno, da nosimo rokavice. Ker je tudi pomanjkanje z rokavicami, si lahko pomagamo tudi z domačimi bombažnimi rokavicami, ki jih potem operemo recimo na 80 ali pa 90 stopinj ali pa prekuhamo v vreči vodi. Seveda lahko si pomagamo tudi na tak način, če ne gre drugače, da si damo recimo na glavno ruto čez nos. Skratka, dokler ne bomo založeni z zaščitnimi sredstvi, je dobro, da si pomagamo na kakršenkoli način, s tem, da se zavedamo, da moramo potem, če so to papirnati robčki, zavreči, če je to blago, obravnavati to kot okuženo in prekuhati oziroma drugače sterilizirati. Zelo pomembno je, da se vsi obnašamo, kakor da smo nosilci virusa. Zavedamo se zdaj, novi podatki že kažejo, da se virus lahko prenaša, izgleda, da se virus lahko prenaša tudi brez simptomov, kar pomeni, da se moramo vsi obnašati tako, kakor da smo nosilci virusa. S tem bomo naredili pravzaprav največ zase in za okolico. Potem pa mogoče vemo vsi ta osnovna navodila, ki jih ne bi ponavljala, kot je na primer umivanje rok, ki je tako zelo pomembno, ampak so tukaj še recimo druge malenkosti, ki so zelo pomembne. Umivanje las, predvsem velja to za ljudi, ki delajo ali v zdravstvu ali v trgovini,
recimo, ne, ker pač na lase se ravno tako sedajo delci in virusi in tako naprej. Tako da to je zelo pomembno. Seveda pomagalo tudi, če ljudje nosijo ruto, ki jo potem, ko pridejo domov, ali pa kapo, ki jo potem sterilizirajo z visoko vročino. Ali pa dajo zračiti, kaj pa zračenje oblačil? Zaenkrat ni še zelo veliko, saj jaz nisem zasledila veliko raziskav v zvezi z tem, kaj se dogaja na oblačilih, ampak zagotovo UV svetloba uničuje vse mikrobe prej ali slej, ne. To se pravi, zračenje na soncu je boljše kakor nič. In gotovo je tudi to, da tista oblačila potem pustimo pri miru nekaj dni, je boljše kakor nič. Ampak tukaj bi mogoče opozorila na nekaj stvari, ki so zelo pomembne. Naprimer očala, ne, ki si jih ves čas, tisti, ki jih nosimo, dotikamo, ne. Očala so pravzaprav enako okužena na koncu kot roke. Potem naprimer ključi, ko odpiramo ključavnice, še sploh recimo v stolpnicah, potem ključi od avtomobilov, volan, ki ga primemo vsak dan, ko gremo iz trgovine, ko gremo od doma. Recimo dvigala, ne, zelo ne priporočam vožnje z dvigali, zaradi tega, ker te aerosoli, kot sem rekla, lahko ostanejo v zraku več ur. Kljuke, vhodne kljuke naprimer, denar in denarnice. S tem moramo ravnati kot s kontaminiranimi predmeti. Kar pomeni, da je prav, da to razkužujemo oziroma da plačujemo recimo brezstično s kartico, kjer se nam pravzaprav ni treba dotakniti s kartico ničesar, samo približamo in če imamo rokavice, odtipkamo, ne. To so mesta, koda naprimer, ne, to so mesta, ki so najbolj kritična in ne vem, če pravzaprav vsi na njih pomislimo, ne, ko v bistvu hodimo naokrog. Seveda je to zelo smiselno, da se gre čim manjkrat v trgovino in se takrat več nakupi in se morda potem tisto embalažo odpakira še preden stopimo v stanovanje, ne, ko imamo še masko, da damo stran kartone, damo stran recimo plastiko in potem te nove kupljene stvari postavimo v klet za nekaj dni. Tako da v bistvu zagotovimo, da če je prišlo slučajno pri nakupljenih stvareh do kontakta z okuženo osebo, bo virus v nekaj dneh zelo zmanjšal koncentracijo, pa sploh ne bo več prisoten. Zelo pomemben je tudi kontakt, ne, naprimer, ko gledam tudi intervjuje na televiziji, ljudje so preblizu. Jaz sem prepričana, da 1 meter, 1,5 metra je sorazmerno majhna razdalja, če vemo, da prihaja do infekcije lahko z aerosoli, ne, ker je dovolj, da nekdo kihne in je pač koncentracija virusov zelo velika. Nujno je seveda tudi, da se ne hodi na igrišča, mislim, da so to praktično zdaj že vse občine zagotovile, da otroci se ne igrajo po igralih, da ni na športnih igriščih ljudi, da se prepreči, da horde ljudi hodijo na Šmarno goro. Jaz sem prepričana, da je vlada zaenkrat zelo pametno ravnala, ko je v bistvu ni naredila popolne karantene, ampak je prepovedala druženje ljudi, ki niso že itak skupaj, to se pravi družine, ki so v enem stanovanju, bojo zagotovo prekužene, če bo nekdo okužen, ne. Če se pa potem družijo z ostalimi, je pa to neodgovorno. Tako da v principu bi bilo treba zavarovati take poti, take recimo temu božje poti, kot je recimo pot na Šmarno goro, da je res majhno število ljudi, ali pa Rožnik, naj ljudje pustijo za stare ljudi, ki ne morejo oditi na barje. Okrog Ljubljane imamo ogromno, Slovenci smo srečni, imamo ogromno narave, kjer smo lahko sami in prepričana sem, da je ukrep, da nismo v popolni karanteni, tudi z sociološkega vidika izredno upravičen, saj pravzaprav eno zaprtje za mesec, 2 lahko povzroči hude travme, ki zagotovo tudi znižajo odpornost in tako dalje. Tako da mislim, da glede na to, da nimamo velemest, da je potniški promet zaprt, kar je zelo, zelo v redu, da smo sorazmerno dobro razviti, kar se tiče telekomunikacij in imamo velike možnosti dela na daljavo, so to vsi ukrepi, ki v zdravstvenem smislu lahko močno pomagajo. Dobili smo eno vprašanje enega izmed naših najinih poslušalcev in gledalcev, in sicer, kaj pa časopisi?
Časopisi? Ja, jaz bi ravno tako smatrala, te časopise mora nekdo razdeljevati, ne? In dejstvo je, da kot poslušam na poročilih, trenutno trgovine, poštarji ne morejo striktno uporabljati zaščitne opreme, zato ker jo še nimajo. Ti, ki imajo opravka z trgovskim blagom, z pošto, z denarjem, bi morali nositi rokavice in verjamem, da bo tako, takoj, ko bo to možno. Jaz bi s pošto ravno tako ravnala kot s ključi. To se pravi, dajmo jo na neko mesto, ki ga bomo lahko sterilizirali. Tudi sterilizacijskih sredstev manjka, ampak morda imate pa doma 70% alkohol, recimo, ki se ga včasih prodaja peroksid za rane, potem varekino za razkuževanje. Karkoli boste uporabili, je bolje. Definitivno pa, če pravzaprav ovitke iz pošte odstranite izven stanovanja, lahko zagotovite ali pa zmanjšate možnost. Ukrepe, ki jih pripovedujem, pravzaprav noben od njih ni 100%, ampak trenutno je pomembno, da zmanjšamo možnost okužbe na vse možne načine. In pravzaprav bi rekla, da ni pretiranega ukrepa zdaj trenutno, ker bo šele prihodnost pokazala vse lastnosti virusa, vse možne načine prenosa in vse posledice. Tako da jaz bi rekla, da nima smisla, da smo paranoični, po drugi strani pa razmišljajmo. Razmišljajmo, kakšne so možne poti in kako se jih lahko izognemo. Še eno vprašanje, ki je povezano z razkuževanjem okolja. Videli smo, ko je bila ta epidemija, ki se je pojavila na Kitajskem, smo videli, kako razkužujejo mesta na Kitajskem. Včeraj je bilo na poročilih, mislim, da je bila to televizija Slovenija, poročilo, da so v Izoli, v Ankaranu in v Piranu, da so se odločili, da bodo z neko raztopino klora razkuževali mesto, ulice, klopce. Ampak, a ni to preveč obremenjujoče za okolje, ali kaj vi menite o tem množičnem razkuževanju? Hkrati so povedali, da to ne velja za nek uraden preventivni ukrep, ampak kaj menite o tem? Zdaj sigurno bojo različne države in seveda tudi občine in mesta različno reagirale. Če si pogledamo slike iz Azije, so se tudi lotili masovnega razkuževanja. Jaz sem mnenja, da v teh trenutkih, čeprav sem biologinja in me zelo skrbi za okolje in delam na tem področju, v teh trenutkih je najpomembneje, da omejimo širjenje virusa do največje možne mere. Smo še verjetno v tej fazi, ko se to lahko zgodi, še posebno, če bojo zaščitna sredstva prišla hitro, kar se da, in da se bojo ljudje res držali navodil. Tako da v tem trenutku mislim, da če pazimo nase, bomo omogočili, da bomo v naslednjih mesecih lahko pazili tudi na okolje. Naprimer, vam povem en tak primer iz naše prakse na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Mi skrbimo za kontrolo krompirja, ki se ga uvaža iz Egipta za hrano v tem trenutku in ne samo za Slovenijo, za celo Evropo. Teh analiz, ta krompir je lahko okužen s karantensko bakterijo, ki če pride v vodotoke, so lahko rastline okužene in ne pride v poštev namakanje in lahko dejansko okužimo velike površine in bomo ostali brez pridelave v poletnih mesecih. Kar pomeni, da je to zelo pomembno, zato mi s temi analizami nadaljujemo in tako omogočamo naši upravi za varno hrano, veterinarstvo in zdravje rastlin, kakor tudi Luki Koper in uvoznikom, da nas preskrbujejo še naprej z hrano. Seveda vse take zadeve niso možne, če smo bolni, teh specialistov nimamo neskončno, tako da podobno je za monitoring stanja okolja. Naši raziskovalci se trudijo, da se ne ustavijo vse tiste aktivnosti, ki so nujne, zato da lahko spremljamo, kaj se v okolju dogaja. Ampak seveda v tem trenutku pa najbolj važno, da ohranimo ljudi, ki so strokovnjaki pri zdravju, da bojo to lahko še naprej počeli. Tako da mislim, da razkuževanje v mestih, sploh recimo klopce, podobne stvari, ali pa nujni prevozi takih vozil, sploh niso na odmet.
ker je to, če traja en krajši čas, manj obremenilno za okolje, kot če pride do okužbe in pravzaprav ne bomo mogli v nobenem segmentu več skrbeti, ne za okolje, ne za. Ja. Profesor Ravnikarjeva, dobili sva tri vprašanja, pa preden greva še na potencialna cepiva, bi jih delila z vami, pa vi vam, če nam pomagate na to odgovoriti. Ali nam lahko pomagate demonstrirati, kako se pravilno odstrani okuženo masko iz obraza? No, to zdajle težko naredim, zato ker maske nimam, ampak hvala lepa za to vprašanje. Maske so dejansko na nek način nevarne, če se jih pravilno ne uporablja, zato ker ko dihamo, filtriramo zrak. To se pravi, če so v zraku, v aerosolih virusi, jih bomo prilepili na zunanjo stran maske. Kar pomeni, da ne smemo predolgo maske nositi, zaradi tega, ker jo navlažimo, z dihanjem navlažimo. Seveda so boljše tiste maske, ki so odmaknjene od nosu, v tem smislu jih je pa težje uporabljati. Skratka, nositi jih smemo le omejen čas, potem, ko jih odstranjujemo, moramo v bistvu to narediti na tak način, da zunanja stran maske ne pride v kontakt z obrazom. In tudi ne z rokami, ne? In tudi ne z rokami, oziroma če to naredimo z rokavicami, vse to skupaj obravnavamo kot kužni odpadek. Je pa na spletni strani Inštituta za varovanje zdravja zelo lepo navodilo, tako da vsem priporočam, da si to ogledajo. Drugo vprašanje, morda veste, ali zdravila za ebolo delujejo tudi za koronavirus, oziroma ali sta ta dva virusa sorodna, oziroma kaj v zvezi s tem lahko poveste? No, lahko povem, da tole bom težko odgovorila, tudi nisem strokovnjak za to, da se preizkuša zdaj zelo veliko različnih, že obstoječih zdravil in se tudi razmišlja, katera bi bila možna nova, recimo pravkar poteka tudi diskusija v slovenskem prostoru z biokemiki, ki delajo na tem področju. Definitivno pa ta virus ni tako zelo podoben eboli, kot je podoben SARS-CoV-1, to se pravi SARS virusu, in seveda se preizkuša tudi možnosti, kako bi se zdravila, ki so bila tam uspešna, uporabila za nov virus. Preizkuša se tudi možnosti uporabe različnih živil, naprimer, gleda se na vse možne načine, kako bi se lahko zoperstavili virusu. Eno vprašanje v zvezi z protitelesi oziroma s cepivi. Zasledila sem novico, da je kanadsko podjetje Medicago izoliralo protitelesa, ali kako se opravičujem, če sem napačno izrazila, da razvija cepivo na podlagi tobaka in ne na podlagi jajc. Kakšna je ta razlika in kako zdaj recimo v bistvu se lahko tudi neke rastline, ki jih poznamo, mogoče lahko izkažejo za učinkovit vir? Glejte, to je tehnologija, ki jo poznamo že dolgo časa in se je uporabila že pred desetletji pravzaprav za razvoj cepiv proti gastroenteritičnim boleznim, zlasti za Afriko, kjer je umrljivost za temi boleznimi, to so lahko različni rota, norovirusi in še drugi, zelo velika, tako da se pravzaprav gensko manipulira rastline in se proizvede protitelesa v rastlinah. In recimo tako so uporabljali banane, kjer so lahko potem bananin čips uporabljali kot cepivo. Tako da to je pač ena od alternativ, ni pa edina možnost. Dobro, in dobili smo vprašanje, kakšna je razlika med koronavirusom in gripo? Oboje je virus. Ja, seveda, virusov imamo ogromno vrst. Mi smo gostitelji, ne? V bistvu ljudje smo idealni gostitelji za viruse, ne? Ja, seveda. Torej, razlika med virusom gripe in SARS-om bomo težko zdaj zelo natančno povedali. Definitivno je pa prenos tukaj zelo, zelo, zelo hiter in seveda moramo pa vedeti, tudi za posledicami gripe umre veliko ljudi. Skratka, to sta dva nevarna virusa v vsakem primeru.
Seveda pa vsak virus nekaj povsem drugega, ne. Imamo ogromno različnih vrst virusov in se razume, da je to nekaj drugega in da ga tudi ne moramo povsem primerjati z SARS-CoV-1 virusom, ki pa dejansko se je pokazalo, da ima pa podobne lastnosti, kar se tiče preživetja kot novi koronavirus. Mogoče, če dovolite, pa Jadranka bi, preden boste zaključili, ker vidim, da se bliža, ne? Ja, še malo še 5 minut. Med ukrepi bi sem morda pozabila povedati še nekaj, mogoče nekaj, 2 stvari. Pozitivna zadeva je sigurno, da se je pod vodstvom mednarodne koalicije za regulatorne organe na področju medicine, to je International Coalition of Medicines Regulatory Authority, sestala prvič skupina včeraj in sicer je bila to prisotna, je bila tudi Evropska medicinska agencija, pa tudi US Food and Drug Administration in so sprejeli skupno akcijo za pripravo cepiv, kar je izredno pomembno, to je sigurno dobra novica. Potem sem hotela pa poudariti še ta pomen, sociološki, recimo temu, pomen te bolezni. Mislim, da lahko ogromno naredimo s tem, da se na pravilen način organiziramo tako doma, kot tudi v službi, da skrbimo za ljudi, ki so sami, da dajemo ljudem primerne informacije in ljudje zelo potrebujejo informacije, da skrbimo, da ne prihaja do nestrpnosti, da v bistvu razložimo ljudem, da gre za bolezen kot pač nek pojav, ki je seveda težek, ampak na nek način smo jih pa že veliko doživeli v človeštvu, v zgodovini in tudi v zadnjih desetletjih. Skratka, da skrbimo en za drugega in poskušamo ohranjati dobre odnose in si vsak dan najdemo nekaj lepega, da pač ne zapademo v neko monotonijo poslušanja poročil, ampak da pogledamo tudi mogoče naravo okrog sebe, ki se prebuja. Skratka, vsak dan si naredimo ali pa z odnosi nekaj lepega, ker življenje bo šlo naprej. Ja, jaz bi vas samo dopolnila to vašo pozitivno sporočilo, da je za najine poslušalce in gledalce, da je včeraj Svetovna zdravstvena organizacija in ta dokument bomo z našimi poslušalci delili, je v bistvu priporočila mental health and psychological consideration during COVID-19 outbreaks. Se pravi, neka priporočila, kako v bistvu ravnati z našim mentalnim zdravjem in sicer poleg tega, da za par navodil za splošno javnost, empatičnost, da naj ljudi, ki imajo COVID virus, da naj ne imenujemo kot žrtve, da naj minimaliziramo gledanje novic in naj si izberemo novice iz zaupne, iz trusted sources, oni pravijo. Je v tem dokumentu so tudi navodila za vse voditelje in za menedžerje, kako pravzaprav skrbeti z linki, skrbeti za mentalno zdravje svojih zaposlenih in ta dokument je izjemno koristen in ga bomo z vami delili. Zadnje vprašanje, kratko, imamo 1 minuto. Ali menite, da je dovolj, da so te ukrepi vlade dovolj in da ko bo konec intervencijskih ukrepov, ali bomo lahko zaživeli normalno? Kratko, prosim. Mislim, da vlada dobro ukrepa, treba je res poskrbeti za zaščitna sredstva. Ko bo tega konec, se bomo verjetno prilagodili življenju, vsaj za nekaj časa, dokler ne bomo imeli cepiv. Zagotovo bo pa življenje drugačno, kar nekaj časa. Profesor dr. Maja Ravnikar iz Nacionalnega inštituta za biologijo, najlepša hvala za prijeten pogovor. Upam in želim si, da je dosegel namen, skratka razširiti znanje, opolnomočiti naše člane.
Vse člane zdravstvene komisije vabim, da se priklopijo na link, ker nadaljujemo z sestankom komisije. Profesor Ravnikarjeva, vam hvala za pogovor, vsem ostalim članom MČM-a pa se tudi zahvaljujem za pozornost in vas vabim, da spremljate naše kave za strokovnjaki. Hvala lepa in nasvidenje. Nasvidenje, profesor Ravnikarjeva, nasvidenje. Najlepša hvala, nasvidenje.